Zimske razmere zahtevajo, da za našo kožo še bolj skrbimo. Koža potrebuje pozimi drugačno čiščenje kot poleti, zaradi tega, ker je zmanjšano delovanje žlez lojnic. Zelo pomembno pa je pravilno površinsko čiščenje kože. Pomembno je pravilno površinsko čiščenje kože, ki ga izvajamo vsak dan zvečer in po potrebi, če je mastna koža, tudi zjutraj. Pozimi posegamo po nežnejših odstranjevalcih ličil, saj se tako izognemo dodatnemu draženju. Jaz sem uporabila zelo nežen peeling, ki je v osnovi koščic marelice. Peeling kože izvajamo po potrebi, glede na tip kože. Optimalno naj bi se izvajal peeling enkrat na teden. Peeling pomaga koži, da ponovno zadiha, odstranijo se odmrle celice, ki ne služijo ničemur več, pač pa zavirajo dihanje kože in samo rast novih celic. Za tiste, ki imajo pa blazno občutljivo kožo, se pa lahko naredi tudi peeling z navadnim jogurtom, ker navaden jogurt vsebuje veliko encimov in zelo nežno naredi eksfoliacijo. Lahko naredimo tudi čez ustnice, pazimo pa področje okrog oči. Peeling si nežno očistimo iz obraza, po peelingu pa nanesemo masko. Zelo moramo paziti, da smo do svoje kože res nežni, še zlasti smo tukaj recimo okrog nosu, imam blazno občutljivo kožo, nikoli ne smemo kože vleči in tudi okrog ujčk moramo paziti, da si vedno make-up odstranjujemo v bistvu z rahlimi potegi na noter in tudi pazljivo moramo potem kremo okrog oči nanesti. Pozimi je za suho kožo primerna kakšna hranilna maska, medtem ko za problematično kožo vseeno lahko uporabimo kar glineno masko ali pa nekaj vlažilnega, ker če bomo na mastno kožo dali hranilno masko, bo to preveč namastilo. Za obraz si lahko naredimo tudi maske doma in sicer zelo primerna je v zimskem času za pomiritev maska, ki je narejena iz gline, katero kupimo v lekarni in jo vmešamo v kamilični čaj. Lahko pa uporabimo tudi masko iz medu, kisle smetane pa kapljico olivnega olja. Jaz bom tudi zdaj uporabila masko. Masko pustimo ponavadi delovati na obrazu 7-15 minut. Pa ne smemo pozabiti na vrat in dekolte. Po približno 15 minutah masko speremo in smo seveda zelo previdni do svoje kože. Po maski nanesemo kremo. Moramo pa tudi pozimi paziti, da imamo kremo z zaščitnim faktorjem, ker tudi čez oblake pronicajo UV žarki. Kreme, ki jih uporabljamo pozimi, naj bodo bolj hranilne, kar ne velja, če imamo bolj mastno kožo, saj bomo tako kožo preveč namastili. V takem primeru nanesemo pod obstoječo dnevno kremo raje močno vlažilen serum, ki bo zadržal vlago globoko v celicah. In naša koža je pripravljena na mraz in veter.